Jaguar se je dokončno prebudil, predstavlja nove modele, v kratkem pride tudi njihov SUV F-Pace, no ob meni pa je mala limuzina XE. V bistvu ni tako mala, 4,67 metra se raztegne v dolžino, kar ga postavlja ob bok Audi A4, BMW trojki in Mercedesu C. Ni naključje, da omenjam te tri tekmece, ker ravno njim vzelje vozi novi XE. Sem se pred testom ves čas spraševal, če ima dovolj ostre kremplje, da napade sveto nemško trojico. Saj veste, evropski kupci smo zahtevni, celo najbolj zahtevni na svetu in avtomobil mora biti praktično perfekten, da smo z njim zadovoljni. XE ima nekaj asov. V bistvu je to prvi Jaguarjev avtomobil, ki je narejen na čisto novi arhitekturi, pri kateri so uporabili veliko aluminija in ima lahko zadnji ali pa štirikolesni pogon. Veste, kaj to pomeni? Da se mora dobro peljati. Evo, še en ovinek. Res je, Angleži so vedno znali narediti avtomobile, ki jih je veselje voziti in novi Jaguar to ohranja. Tako zelo lahkoten se zdi na volanu, pokažeš, kam bi rad šel in tja enostavno gre. Zadnji pogon je v tem primeru samo prednost, elektronika tako lepo umiri zadek, da vas nima kaj skrbeti, če ni ravno zunaj snežnega meteža. Ves čas imam občutek, da vozim manjši avto, ker je tako lepo vodljiv in to imam pri takšnih limuzinah zelo rad. Pa tudi drug občutek je poseben. Naprimer, pokrov motorja je dolg in visok, da ga lahko ves čas vidite, tudi sedi se precej nizko, streha je nizka, ja, tudi takšen občutek športnosti je tukaj notri, kar pa ne pomeni, da ni dovolj prostora. V bistvu ga je podobno kot pri ostalih limuzinah, le prtljažnik je majhen, ker so se trudili ohraniti idealno razmerje mase med sprednjo in zadnjo osjo in so zato določene komponente postavili v zadek avtomobila. Manj me je navdušil motor. Sicer je zmogljiv za dvolitrski štirivaljnik s 132 kW, to je 180 konji, celo zelo zmogljiv in zmerno varčen, okoli 6 litrov je poraba na testu. Ampak manjka mu uglajenosti, glasen je in na trenutke do kabine pride občutno preveč tresljajev in sami veste, kako so vozniki v tem segmentu avtomobilov zahtevni. Enako je s tole armaturko. Čisto lepa je na pogled, pregledna, ampak zaslon med merilniki ima za današnje standarde premajhno ločljivost, plastika pa je na nekaterih delih čisto preveč cenena in kvaliteta izdelave ni na nemškem nivoju, ker ob razgreti kabini sem ter tja slišim kakšno škripanje. Tale značka na pokrovu motorja pomeni, da ta mačka ni poceni. Osnovna stane 39, takšna pa 55 tisoč evrov. Še malo izboljšav pri malenkostih pa bo pravi konkurent nemški trojici na vseh področjih. Jih pa na enem zelo lepo lovi. V bistvu bluzim, prehiteva. Verjetno se najbolje pelje med vsemi.